Ali lahko stranki mladih spet uspe takšen preboj, kot je uspel pred leti? SMS Zeleni bo uspel preboj, uspel bo zeleni preboj, ki ga bomo potem udejanili v parlamentu. Trenutno nam kaže na meji parlamenta, zato pozivam vse volivke in volivce, da ne bodo spet potem govorili, da mladih ni v parlamentu škoda, zelenih ni v parlamentu škoda. Volite SMS Zelene in mladi in zeleni bomo v parlamentu. Kateri problem je najbolj pereč v Mariboru? Zdaj konkretno v Mariboru mislim, da največji problem je definitivno onesnaževanje na splošno, nezmožnost menedžiranja odpadkov. V tujini se iz tega področja dela tudi službe, regijsko deponijo seveda urediti, dokončno vse te stvari je treba urediti in jaz verjamem, da tudi pri zmanjševanju rabe energije, ki je hkrati onesnaževanje, bomo naredili korak naprej in tu not so delovna mesta. V primeru, da prestopite prag parlamenta, kaj bo prvi projekt, ki ga boste potem tudi sprevedli? Mislim, da je potrebno tu delati več na oživitvi aerodroma Maribor, navezano z turizmom, strategijo za turizem. Ta strategija se sedaj že, bom rekel, napisana, sprejema po okoliških občinah. Ravno včeraj smo v naši občini potrdili, občini Šentilj, kjer sem tudi svetnik, tako da upam in verjamem, da bo potem od tega akcijskega plana se začelo potem v resnici udejanjati to, da bomo začeli graditi tudi namestitvene kapacitete, ki bodo energetsko varčno grajene in tudi na ta način kakšne pametne, inovativne projekte, da spromoviramo to regijo, ki ima ogromno potencijala, tako od vinogradniških, bom rekel, drugačnih zjedi z običaji in dogodki športnimi in drugačnimi, tudi univerzijada, EPK in tako dalje. To so razvojne priložnosti Maribora in jaz upam in verjamem, da država mora tu pristopiti zraven.